iz sveta. Jaz sem naključje žarnega obreda, golota in prezir, igrača, ki pokuka dečku, počasni mir. Zate ne more biti drugje, zate so tretje obale. Tot si obenem raj in pekel, borna pojedina mravelj. Zate ne more biti še dlje, dlje se obrne po naše. Tam je zarobje moških dežel, čez nje se vračaš drugače. Hoči dotrajano vzlet, lene panonske ure, da se od neba krena utež in po svoje potuje. Mrtvi začuda ne ožive, živi ostajajo mrtvi. Kadar bo drugič počila vzlet, ne bo več življenja, ne smrti. Pesem o začetku. Na pustem bobrovo drevo samuje od brezdelja in vene v kisasto nebo, ker mu ne da deževja, da mu razhladi telo od rajskega preletja. V krošnji s trnjem krok in krok poganja zlata veja, pod njo dekle obilnih dojk iz dneva v dan poseda. Pod večer si dekle prek dojk, krilo kar spodreca in sramežljivo viha nos, joj, jabolko me gleda. Pesem o koncu. Pred jutrom pa v sladni sad pade v njeno krilo, da jo poščemil noga in ji dela milo, ker je bolj rdeč kot zlat in počem pod lepino. Krošnjo je zadel oblak in se razlil po listi, a zlata veja polna ran jo švrkne v bradavico. Odjede vsa zadrgeta in si zapenja krilo. V peškah deje moški prah in jabolko v ogrisku. Lušči se pečat, prvi ali sedmi, kdo od naju mora mlad, k vodi ali zemlji. Lušči se pečat, sedmi ali prvi, kdo od naju bo izbran, po mesu ali krvi. Oddaja se pečat od teme in svetlobe. Za mizo nas je vedno manj, treba je po stole. Oddaja se pečat, sedmi ali prvi. Kdo od nas bo prej izdal, kot je bil na vrsti? Sanje po moški noči, a vrt se preteguje len, kraj motnega izvira. Dekle pa pride spet in spet, če tudi se ubira, in ponika sredi pen prepirljivo vitka. Saj ne zmoči si kolen in svilnega perila, vrč pa pušča po straneh, ker se mu ljubimka. Naj se kradoma ozre, naj me vsaj razbija in doliva po nočeh, ko sem le črepinja.
sanje po ženski noči. Z vrčem hodi po vodo prsata lepotica. Ojej, kak ziblje se telo, kako drobno stopica, kako postaje med potjo in vroče se ozira. Hodi, hodi po vodo z vrčem iz papirja, samo da jo ujame noč kraj kalnega izvira. Do bokov brede v vodo prsata lepotica, da si zbere moško noč skrivnega vrtička. Dnevna. Vselej za par in nekaj posamič, da spredaj gre gor in zadaj navzdol. Če ostane dovolj za tiste na sredi in tiste z imeni, ki niso v pristankih, niti postankih, kjer se pečati, kar se nakrca kot v sanjah. Nočna, pa so jo obtežili, suhim zlatom so jo po obeh straneh in po vsevidni, da bi izneslo, da bi jo neslo, kot po olju, čez širjave, do svečave, kjer se razkrca, vselej za par in nekaj posamič. Vijem se in gola sva, s čajnikom sred trate in lepka kakor postni čas, ki žužnja med sanje. Ko prašijo se stvari v svoja stara mesta in preminejo v ljudi, zažitka razodetja. Da je tisto na očeh, kar ne gre z jezika, kar se ne drži teles, ne deškega spomina. Kaj pa, da se ne naspi s čajnikom sred slane, če po moško se godi, kar ne blede v sanje, kar ne polovi divjad, niti vzame rastje, kar spodnaša ženski čas pod murske peščenjake, ker se kaj pa da začne, česar ni slutiti, kakor da se Božje gre, z nami slepe miši. Kateri sem, ki ga spiš in polagaš v roke gozdov? Kateri, ki je moral slednjič nad sneg ali v trebuh ribe, da te zaroči in premine kot čuvar zemlje in zvezdnih tišin? Kateri, ki še zna s palico nad kamen, ki dela ogenj iz voda, preden gre na razen? Nobena sva. Nobena bolj, kot je svetloba pomrlih zvezd. Nobena, kot so nobene tvoje prsi in moja roka, ki brezvoljno smukne mednje. Nobena, kot so nobeni vetrovi barv v tvojih laseh in mojih ustih. Nobena, preveč nobena, da bi bila še po tvoji podobi razvajen vrtnar. Po očetu, koliko krat po koliko in kakšen krat po mnogo, da bo nebo in doli zemlja, da bo luč in doli senca, ki ne sega, da bodo vode in doli riba, ki nas izbljuva, da bi nas pobrali, ali zgodni ali pozni, in se pobili za toliko in koliko zna biti. Po materi. Kar prihaja za nami, je vladja, temno zalšena, vetrno nagnjeni, krivo pogreznjeni in milo potopljeni. Je vladja,
ki se nabočijo in si dajo svetna imena in se mehko ogibajo druga drugi, da bi se zaletele, ali zgodaj, ali pozno, ali oboje krati. Začetna. Na stežaj sva, na šir kot južnik, ki pomerja tvoje pete, in moj naprsnik, do konca sva in še za las, da ni vzdržati niti ladja, če jim ni odpluti čez brežine, nad pozabni čas, v Martinčkov jantar, v katerem belce bub, radira s tvojo roko, da bi šel čez moj obraz. Končno. Po tistem se prileže spanec, ki ga spijo gobe ali vrtni palčki. Se prileže, da zmrzuje dež in da preskače radio med sončne zajčke, luteranske rože ali cvetoč tobak. Se prileže, da nisva na stežaj, niti proti steni, ki naradira okno, in odvije luč, da se ne vidiva zbuditi. Tvoja, prikradeš me, kot si domišlja, vrbov sneg, ki je sitnaril pod mehko jesen, in te razmočil po školjki, in mene po stasu, da se loviva in polebdiva v zajčjem spancu. Moja, pa se drobiva v ribiški prstan, učmrljo med, leteče preproge ter popihan čaj, čakajoč, da znova čudežno priraja, gorko iz snega, da bo vrh glave kot z pozabe, ki se jih odkrade. Naključje žarnega obreda. Tako smo imenovali ta izbor poezije Milana Vincetiča. V kredu, ki smo ga slišali čisto na začetku, Milan ali njegov zdevek Prijaznejši jedinci, praviš tudi: jaz sem mravljišče drobnih smrti, tihožitje iz snega, ali nekje na drugem mestu, jaz, ki sem 100-krat bolj sam, kot so samote vseh katedral. Kaj se ti zdi, katera izmed teh bi ti najbolj prilegla zdaj? Ali kakšna druga? Kako bi sebe pesnik imenoval zdaj, pesniško ali metaforično? Zdaj si me malce spravila v zadrigo. Dober večer, sem skupaj zelo, mi je fajn tukaj, ne? In se počutim res, da kot v katedrali. In zdaj, ko sem poslušal, ne, tele moj opus, ne, se ravno spomnil, da je lansko leto minilo 30 let, odkar smo skupaj z Lanško Ferjem in z Valerijo Pergel izdali prvo pesniško zbirko s pomenljivim naslovom Kot slutnja radovedna. In kdo ve, ali se je ta slutnja uresničila ali ne,
Takole še nisem bil na takšnem večeru, hvala ti, kot je danes, ne, in ko tu gledam knjige, ne, ki se jih je zbrano v tej 30-letni beri tam okrog, ne vem, če sem bil tam okrog 12 pesniških zbirk, je to na vsake let je tam približno, na vsaka 3 leta ena zbirka, ne, ki imajo seveda, jaz zmeraj delam zbirko nepremišljeno, ampak za neko notranjo arhitekturo. Vedno znova, če boste jih vzeli v roke, boste ugotovili, da gre za 7x7 pesmi, 7 sob z 7 stoli in po 2 vrat, ki vodijo, oziroma ena so vhodna vrata in ena izhodna vrata v to katedralo. To, kar smo zdaj poslušali, je prav izbor teh začetnih in zaključnih, te vhodne in zahodne. Ste kdaj že naredili, recimo, kakšen recital iz teh pesmi? A si že kdaj jih poslušal tako? Ne, jaz sem jih zdaj poslušal in takole, če se pošalim, se jih nekatere sem se spomnil, nekaterih ne, nekaterih verzov sem se spomnil sem se tega, jaz sem naključje, ne, jaz sem mravlišče drobni smrtnikih užitje iz snega, čekaj, ki se neko šipo, ali kaj je že na koncu, ki se v šipo. No, ko sem bil mlad, zelo mlad, sem potem enkrat, ne vem, kako mi je to padlo, sem rekel, pesniki smo najbolj klavrne ure. Pa ne vem zakaj. Najbolj mi je všeč ta definicija, ki sem jo slišal od Petra Kolška, namreč, da je pesnik tako kot svat na pogrebu. Pesnik je tako kot svat na pogrebu in vedno znova se potem, ker sem jaz tudi rad prozo berem, sem fan češkega pisatelja Hrabana, Bohumila Hrabalana in ta je bil tudi tak, on zmeraj tak piše, kak je on bil hrabar tam kje za šankom, tam, kaj je že nekaj tam zlati, ne vem, tam v bistvu v Štarijo, ko je pa moral na večer iti, takrat je pa ves švical, ker ni znal nič reči. No, ampak ta definicija svat na pogrebu je gotovo. To je genialno. In ko bomo kasneje slišali, smo nerodni pesniki. Se prav prilega tej dvojnosti. Smo nerodni, ja. Mislim, da ne. Vsaj takrat, ko pišete, ker zdaj bova govorila o urejenosti, ne nerodnosti. Praviš, to je davni red stvari, človeka in živali. Omenil si sam, da so tvoje pesniške zbirke nenavadno urejene in res, ko jih človek tako, v takšni priložnosti, kot je bila zdaj, prebira od prve do zadnje, ki je prišla v petek, še topla, bi rekla, da je najbolj presenetljivo in da se človek kar počuti nekako varnega, ker ve, na kaj bo naletel. Zbirke so torej, kot praviš, nekako v nekem dramatskem loku, v 7 ciklih, po 7 pesmimi, ker praviš, da nekako mora biti grajena, tudi tista osrednja, 4., to je matematika 3, 1 plus 3, ta simetrija. Razen zanimivo, da se ta vzorec edino v retušah podre, kjer ima 6 ciklov po 8 pesmi, ampak Boris A. Novak je pogruntal, da plus tisti 2, začetna in končna, da je to tvorilo število 50 in 2007 si dopolnil 50 let. A je bilo to prav namirno? Sem se takrat, seveda, častil sem se zbirko. Retuše, to vsi najverjetne veste, kaj pomeni. Jaz se spomnim, še imam poročno fotografijo mojih pokojnih staršev, pa sestra, jaz pa sestra sva namreč dvojčka in sva tako lepa, kaj je to neko biedermajersko, te so najverjetno vse ročno retuširali. Zdaj te lepotice, ki so tam nagor na jumbo plakati, so pa računalniško. Ja, mene še takrat niso, če bi me takrat bil še lepši. In še bolj pametne. No, za pametno pa je veliko vprašanje, če znotraj tudi znajo retuširati.
Zanimivo je še, če sva že začela, ne navadno z zgradnjo, ampak ta urejenost, ker smo poslušali tak izbor, tudi število verzov v tvojih pesmih, najprej malo sonetna oblika, ne, pa gre 11 plus 3, pa pol 12 verzov, 11, nekako kot da se stišuješ. 8 in zadnja v Stajankah so pesmi iz 2 trivrstičnih, se pravi 6 verzov. A je to zdaj res nekako namirno, ta zgoščenost izraza, ta tvoja samosvojost, da greš nekako vedno tiše in vedno nekako redkeje nam podarjaš te besede? Ja, nekako takole je. Jaz še zmeraj, kar nekateri ne zagovarjam, da je poezija predvsem izpoved, da je tako kot oni gospod, ki slika skozi ali fotografija, da mora pesem glih tako zazveneti svojim impulzom in da tu ni treba od večnih besed. Danes sem ugotovil in nekako, mogoče tudi že po letih in ne spadam v ta lok mladih pesmi, ki so zdaj stari 35 let, pa tam niti ne 40, ki zdaj na veliko in na široko v pesmih pripovedujejo. Jaz mislim, da je za pripovedovanje zgolj proza. Kljub temu, da govorijo o ritmizirani prozi in tako dalje, konec koncev je to zelo podobno z glasbo, eno je simfonija, eno je pa kar se reče najkrajša glasba, to je še kroki ali kaj to. Tako čisto kratko. In jaz bi želel to, da je, to se pravi tam nekje tista sladkost, najprej je muka, potem je pa slast, ker zelo podobno vsi pesniki pripovedujejo, namreč kako nastane pesem. Skoraj to iste zgodbe so, da greš, pa se ti utrne vers, se z avtom peljem, pa se mi utrne in tako dalje. In seveda, ko sem bil mlad, sem potem zahlastal in sem potem na dolgo in široko to pisal, pa razpredal in tako dalje. In se je zgodilo to, da sem zasadil v gredo eno krasno rožo, okrog pa celo gredo plevela. In seveda tista roža ni prišla do svojega izraza. In zdaj skušam to urediti. Ja, pa če smo prej začeli tako nekako kronološko od prve zbirke proti do sedaj zadnji, pa bova zdaj se pogovarjala od te zadnje, ker se mi zdi, da nosi vse te značilnosti pravzaprav tvoje poezije. Zadnja zbirka ima zanimiv naslov Stajanke. Pravzaprav se to ime že pojavi kot ime cikla v zbirki Raster. A res? In ja, v Rastru je že en cikl tako imenovan, kar se večkrat zgodi, vidim, da se nekako tako napoveš. Z imenom, torej Stajanke, so zborovske pesmi grške tragedije in zelo lepo posvetilo nosi ta zbirka, ki ste mi odšli. Spremno besedo je, zelo lepo spremno besedo je napisal Vinko Möderndorfer, in pravi, da so to pesmi, ki z ritmom, sozvočjem, sonancami, asonancami daje bralcu občutek petja. Prav tako se kot v tvojih prejšnjih zbirkah pojavlja ljudskost nekaterih motivov, hkrati pa raba arhaičnih narečnih besed in pravi Möderndorfer, da se mu zdi, da je to popoln novum v slovenski poeziji, to, da je to arhaično besedišče prav predrzno imenuje združeno z besediščem vsakdanjosti ali pa celo čisto tvojih novih besed, ki jih imaš tudi zelo rad, recimo kakšne take besede kot čaroperka ali da je slokoritila ali ne, zelo slikovite so te besede. Skratka, dejstvo je, da kadar je govora o tvoji poeziji, govorimo, da je to zelo, zelo samosvoj, avtohton, prepoznaven in originalen svet. Kar seveda z muko potrjujejo prevajalci, ki se mojih pesmi otepajo, ker je to zelo težko prevajati in dobiti ritem in tako dalje. Zelo mnogo lažje je zelo široke pripovedne verze in tako dalje, kljub temu, da se pravzaprav tudi v vsaki mali pesmi je noter zgodba.
In res meni mora pesem zveneti, ko jo berem, ko jo slišim in tako dalje in tako dalje. Jaz imam namreč ta sistem, kot je nekdo rekel, se pa ne vem, ali je roden, meni se zdi bil, ne, kako se delajo kipi, ne. Imaš dve možnosti, ali naredi skulpturo, ne, in potem gor flikaš tisto, ne vem, glino in tako dalje, ali pa že gor naflikana in jo potem dol brusiš tako kot Jakov Brdar. In mora biti tako, ne, da na koncu zazveni. Ne. In s čim manj, jaz sem vedno rekel, s čim manj besedami reči čim več, oziroma podoba ali metafora sta dve besedi, ki še niste bili nikoli skupaj, ne? Ampak ne umetelno, temveč morate imeti tudi svojo semantiko. Ne? Pesniki Ja, zdaj bi še nekaj zvezi s Stajankami. Mi si predstavljamo tole staro grške ženene oziroma zbori, ki so tam peli ali slovilne ali kakršnekoli, pač so bili neke vrste ilustratorje. Ne? Jaz sem si pa to predstavljal, da so to ženske predvsem, ki so stale oziroma ki zastanejo, ki umolknejo, ki jih nekaj strese ob kakšnih tragičnih situacijah. In sem posvetil pravzaprav vsem mojim, ki ste mi odšli. In jaz sem potem tisti, v katerega se potem vračajo vaše slike in potem obstojim in zmorem te slike projicirati potem tudi v pesem. Tudi tebi ta zbirka zdaj najljubša, vedno rečem, najmlajši otrok mi je najljubši, ali se ti zdi, da bi kakšno drugo pesniško zbirko posebej izpostavil? Pa ne vem, če mi je ravno najljubša. Nova je v petek je prišla za tiskarne, tako da se še nisem sprijaznil z njo, tako da je še v inkubatorju. Tako da jaz mislim, da je bila zelo zrela moja pesniška zbirka Balta. To so vsi, pa potem tukaj, zdaj bom potem malce prekoračil celo stvar, sem si odprl, tale je bila pesniška zbirka, zelo tako malce čudna zgleda, finska, ne? Jaz še nikoli nisem bil na Finskem, pa najbrž tudi ne. No in to je zanimivo, poleg tega, da me imajo za pesnika, me imajo tudi zdaj že za preroka. V čem je štos? Namreč pred 2 letoma je bila na Madžarskem ena strašanska velika ekološka tragedija, ko je neki jez tam nekega aluminijastega kombinata se predrl in je zasipalo, ne vem, 2-3 vasi. In tisto je bilo grozno. No in ena izmed vasi se imenuje Devečer. Devečer, kot se imenuje tudi ta vasa, je tako imenovana Devečer, tudi ena izmed izginulih vasi v Prekmurju. Ko sem namreč gledal tale zgodovinsko knjigo Ivana Zelka, Topografija Prekmurja do 1550, ne se zdi nekako takole, je tam naštel tam okrog 20 krajev, ki jih več ni, in en izmed njih je tudi ta Devečer. No in ta Devečer je bil mojemu kolego, da je to šlo, kar pa se 88. leta tako zelo všeč, namreč slikar Endre Günther, da je naslikal 14 slik na to. In sva potem šla tja in sem bil blazno frapiran, ker se je to ravno zgodilo v Devečeru. No in če dovoliš bi jaz to, ker se mi je takrat odprla, malce je pisano, ne vem, ali po ljudskem tonu, v baladnem tonu, ali kakorkoli že, ne. Tole. Zemlja se odpre za dan, voda za povoden, niti treba biti tam pokriven in nedolžnen. Pod zemljo so baje vasi, mesta in dežele, pod zemljo se hudo godi za žive in rojene.
Aha, torej, Ježuš je iz groba vstal, z venčekom se zbuja, vse višnji nas je kaznoval, aleluja, aleluja. Ježuš je od mrtvih vstal z ranico od strupa, grob pa prazen je vstal, aleluja, aleluja. Najdlje ostanejo kosti trikrat prekopane. Prvič se jih prst drži, tretjič so razpadle. Vse je enkrat že bilo, v sanjah in v resnici, in v devečeru bo tako, kakor smo pustili. Mogoče. Sama se spomnim, te je bila na televiziji. Ja. Oba s slikarjem Genterjem sta nastopila in sta bila sama takrat pravzaprav videti, vsaj milo rečeno presenečena nad tem nenavadnim naključjem ali to neko preroškostjo vajno, ko se je taka tragedija ponovno zgodila. In ti verzi in te slike, rdeče so takrat v tistem okolju, ko smo vse dneve gledali slike rdeče zalitih vasi, resnično srhljivo delovale. In zdaj, če sva začela s pokrajinami in s Finsko, je res zanimivo, da naslovi tvojih knjig, pesniških zbirk Zana, prva zbirka iz leta 83, pa potem Arka, Finska, Tajmir, Divan, Balta, so res skrivnostni, so, kot kasneje preberemo pri Venotafarju, neki emblemi, ki upodabljajo neko vabilo v pesniške pokrajine, popolnoma nenavadne, in pustolovščine, ki se skrivajo v njih. In to so neke arhetipske pokrajine nekih davnih časov, nekih daljnih krajev, hkrati pa domišljije, erotike, kobrnenja. In meni, ko sem brala Finsko in še bolj, ko sem brala zbirko Tajmir, se mi je nenadoma začelo dozdevati, da sem nekoč v teh pokrajinah hodila, ampak tako v domišljiji in nenadoma so se mi pojavili tudi verjetno v ritmu neki verzi iz Koviča, Kajetana Koviča, iz Labradorja, iz sibirskega cikla, in sem bila bolj zelo vesela, ko sem res prebrala kasneje, da se tudi sam izjemno navdušuješ nad Kajetanom Kovičem. Seveda to ni bila identična pokrajina, ampak šlo je za neko podobno vzdušje v tem, in me zanima, odkot te daljne in davne podobe, a se mogoče celo preko nezavednega prenašajo? Kako razumeš ti sam, da pišeš o krajih, v katerih niti nisi bil? To je zelo interesantno vprašanje, ko sem jaz kupil Labradorja Kovičevega v antikvariatu v Ljubljani in ga še danes imam na knjižni polici in sicer takole, in sem ga potem srečal Koviča, je rekel, veš kaj, mene je ta Labrador tako zelo uročil, če moram reči, da ne vem, 12-13 let ni mogel priti ven. In zelo podobno kot njega, tudi mene impresionirajo severni kraji. Zdaj se poletje bliža, in meni se zdi, vsi grejo nekam dol na jug in je tam blazno dolgčas. Najbrž je dolgčas tudi tam v tistih tajgah in tako dalje, ampak mislim, da je jug bolj prazen. Ravno danes sem poslušal eno genialno stvar, da kdor ima izmed nas 2 milijona evrov, si lahko kupi eno škrbino, neki otok tam pri Zadru, da se bo šel robinzonske počitnice. Pravi, da je velik neki četrt kvadratnega kilometra, da samo neko hišico ima gor, pa ni nič krov. Če mene vprašate, jaz bi raje šel gor v neko tajgo, kot bi bil tam. Raje bi bil tam zgoraj samotar, kot tam. Tako da najo pravzaprav prežema ta duh severa. In sploh ni naključje v zgodovini, da je sever bolj razvit, kot je jug. Kajti on je tam na severu, ni imel dreves, tako kot v Afriki, pa tam v džungli, da je tam grozd dol visel, pa jagoda, pa to. On si je moral pravzaprav neko žival ali pa karkoli ujeti in tako dalje. In tam obožujem sever. Zdaj, Bog ne daj, da bi se kdo javil, če bi se kdo zajavil, bi rekel, greva v Finsko, na Finsko ali pa fjorde gledati raje, kot v Grčiju, tam leža, pa hodim tam. No,
No pa če sva malo zdaj potovala po pokrajinah, pa greva skozi čas nazaj v otroštvo in sem našla eno pesem, sam si bil začuden, kako, ne, ker pravi tam vsakra Marija je že na dvorišču, bukova omara z odpravniško kapo in piščalko, troje maršalov. To pesem sem zato izbrala, ker se mi zdi, da prinaša tiste elemente iz tvojega otroštva, ki so najbolj značilni. Se pravi, velika beseda tvojega otroštva je železnica, je vlak, je postaja načelnik, tvoj oče je bil zadnji postaja načelnik v Stanjevcih. In tu je pesem z naslovom Stol, ki govori o tem, pa morda se spomniš tega. Jaz bi hotel reči to, jaz sem imel tam sreča, vsi so tam gor v Prekmurju, pa mi vsi govorijo, joj, Vinci, jaz sem krave pasel, pa sem v hlevu kidal, pa sem motiko gnal, pa sem rekel, jaz pa tega nisem delal, ne? Sem imel eno čudovito filmsko otroštvo, namreč tam je šla proga Murska Sobota Hodoš, bila tako imenovana Gorička Mariška, in jaz se spomnim te železniške postaje, tam 56 metrov stran je naša nova hiša, no in se jaz tega vse spomnim in prav je ona kriva, ne? To so mi rekli drugi ob intervjujih, da ima jaz ta stanen ritem, in še ena, da sem obseden s slikami, ne? Jaz tega nisem gotovo, da sem fantek, ne? In tam je prišel vlak, ne? In to je bil zame film, to je bil zame dnevnik, ne? In še z nečem sem obseden, kar, ne obseden, ampak imam blazno rad, ne? Kar je mogoče nekaterim blazno smešno, jaz sem mislil, sam pesniki tu neke Hegle berejo pa to je sploh nisem bral, pa neke Kante pa to. Ne, jaz obožujem tehniko. In to neke velikanske stroje. Včeraj sem gledal, naprimer, to se bo mogoče komu zdelo smešno, ampak sem na Discovery gledal tisti hadronski trkalnik v černo, kako delajo, pa tisto neke velikanske stroje. Jebenti si premišljujem, odkot človeku vse to. Ne? In oni skušajo tam, češ z nekimi trki, tu sem jaz strašansko velika luknja, potečena luknja, gor v vesolje, skušajo ugotoviti nastanek tudi časa in tako dalje. No in se tega spomnim, jaz progo so namreč ukinili 68. leta, sem napisal neki zelo slab roman, za katerega sem jezen, da sem ga napisal, ker sem ga pisal hlastajoč, z naslovom Goreči sneg, zdaj bi ga pisal čisto drugače. Posvečen v bistvu očetu, ki je bil res da zadnji postaje načelnik, kljub temu, da danes tudi tam vozi mimo vlak, ampak v Stanjevcih več postaje ni, romantike ni več, ne vem, ljudstva, ki bi se v soboto takrat z Goričkega vozilo na tombolo, ne, pa gosti, pa vsega vraga, ne, pa tam na peronih so bili, pa so se šlatali, pa so se skolesili. Ja, vse sem to videl kot otrok. In enkrat se spomnim, da sem našel v kolesu, takrat so kolesa še torbice imele, ne, sem našel neki pest nabojev za pištolo. In tam pravno na postaji naši tam v Stanjevci so izstopali z nočnim vlakom, da so potem bežali čez v Avstrijo. Ne? In seveda to so bile cele zveze, ne? Tam znaš že kraj so potem, zdaj pa jaz bo to, če mi jaz to znal. Aha. Stol. Vsakra Marija je že na dvorišču. Silna polja, ki se orjejo po strani, bukova omara z odpravniško kapo in piščalko, troje maršalov in cirilični dnevnik, dobri sušni dežki, ki čeblja v slušalki in kup knjig, ki sem jih prepisal od tebe na stolu, ki se ni odločil za nama. Zdaj sem se spomnil tole dobri sušni dež, ki čeblja v slušalki, sigurno je to prišlo z otroštva, da sem jaz potem šel v očetovo tole pisarno in tam smo imeli, tam je bil še telefon na kljuko in oni so se sporazumevali tam, ko je klical, tako kot Morzejeva abeceda, trikrat dolga in tako dalje. In jaz sem potem
kot otrok, ker mi je silno mikalo, kaj se dogaja na onem svetu, sem potem slušalko vzel dol, ne, in sem potem včasih slišal, kaj se menijo. Ne. In to me je impresioniralo. In hvala, da si to pesem našla. Sem postal res da malce že jokav, nostalgično. Pravi, da se že malce staram, ne? Kar je nekaj čisto normalnega. Ja, ampak poiskala sem to pesem tudi zato, ker je malo izhodišče, ne, za tvojo prozo, ker mogoče premalo kdaj govorimo, da si pisatelj, tudi seveda si najprej s svojim bistvom, se mi zdi, in svojo dušo pesnik. Ampak kot pisatelj praviš, no, tale roman Goreči sneg praviš sicer, da je besedišče mogoče res prebogato, metaforično. Ni dobro. Ampak ima pa zanimivo zgodbo roman, ne? Ja. Poklonil si ga očetu. Nisem ga dobro naredil. Hotel sem napisati to o železnici očetu, ne? Ampak sem ga pa ustvaril tako, da sem od češke revolucije, to bilo, oziroma od vhoda Rusov v Češko, to je bilo avgusta 68. do konca 68 leta, to sem hotel noter dati. Zdaj sem pa v ta čas vsega vraga natrpal, tako da je to ena zbrkalija kolažev, ne, od nekih, tam se spomnim, cirkusov, pa vsega vraga, ne, pa tistega sejma, tako da ni dober. Sem pa napisal, ne, to zdaj, ko je gospa ravnateljica rekla, ne, da pišem v prekmurščini. Ne, jaz ne pišem v prekmurščini, temveč, ker tam gor živijo naši uporabci in ne razumejo knjižnega slovenskega, ne. Potem je založba Franc in vsako leto podari eno knjigo kot letni knjižni oziroma novoletni dar, ki pa je seveda v prekmurščini. No in zdaj sem jaz potem, to so neke takšne kratke zgodbe, ampak potem tisto srebrni breg in tako dalje. No. Lani sem pa dobil pred decembra tam nekje zakazan, to je grozljivo, ne, da sem moral prevesti roman Dušana Šarotarja Ostani z mano, duša moja. Vsi govorijo o neki veliki prekmurščini, ki da ne vem, kaj bo. Prekmurščina je brez dvoma govor za vsak dan, ampak zmanjka kratko malo besed. Ni besed za hrpenenje, kaj pa jaz vem, za pogled, ne vem, no, kratko malo ni. Tako da je to zelo veliko vprašanje, ki se eni zaklinjajo, veste, prekmurščina oziroma za narečja. Ne? Blazno sem jezen na to, da se narečja upravlja danes samo za neke stand-up komedije, pa tam se oblečajo moški v neke ženske, pa tam neke gluposti govori, pa abotno, ne. In to v narečju, ne pa v knjižni slovenščini. Konec koncev, če pomislimo, tak je Linhart pisal svoje zgodbe v gorenščini, ne. Zdaj bi veliko vprašanje bilo, če bi mi to gorenščino zdaj prevedli v to knjižno slovenščino, kako bi to štimalo, ne? Kdo ve? Ja, iz otroštva, ki si je imel pravzaprav motive skoraj za večino teh kratkih zgodb, ne? Ta deček Metko, nekako ti je ljub ta pogled skozi otroške oči, ne? Ja, ampak nisem mi posrečil, zdaj bi moral pisati. Drugače. Ja, pa sem napisal par zgodb, ne, eno takšno lepo, ne, tam imam v onem Srebrni breg eno genialno zgodbo. Tega se spomnim, tam v Stanjevcih je bil predor, zdaj je še tudi, ne, ampak bil stari, zdaj je nažalost zrušen. In moj oče je moral, kaj je bil to obhodnik proga in tam, ko je bila zima, so potem bile takšne ledene sveče dol, strašansko velike, jih moral in on s krepelom sklati dol, ne, in je venti, jaz sem kot otrok tam šel za njim. Kako je meni to zdelo kot znanstveno fantastično film, tam neke luknje bile z nekimi sobami, ne. In potem snaju je ujel noter vlak, ne? Pa tam sem bilo takšne niše, pa sem se skril noter in ker je dimil, sem bil cel črn, ne? Pa je rekel, ja, zdaj si pa prišel v Ameriko, kajti v Ameriki živijo črnci. Ne, to so takšne zgodbe za otroštva. Ta se mi je posrečila, ja. Pesem Vigilija se mi zdi, da jo tudi rad prebereš, ker se mi zdi, da poleg strahu pred tem stanjevškim predorom, si imel tudi en strah
Strah pred cerkvijo in pred cerkvenimi dostojanstveniki in v pesmi Vigilija to Cerkev, veste, jaz nima nič proti cerkvi, ampak meni se zdi, da se je ta cerkev pa tudi za samimi zgradbami oddaljila od primarnosti, kakršno je širil Kristus. Da je postala cerkev za temi monumentalnimi stavbami takšna, da nas v bistvu ustrahuje, tlači dol. Zdaj sem bil pred 2 letoma, jaz namreč zelo redko potujem, ampak takrat so me nagovorili, sem šel v Krakov, smo šli v eno cerkev, tam sem šel spodaj, tam so sami neki svetniki, te grdo dol gledali name, sem rekel, Vinci, kaj pa tu iščeš? No in ko sem bil otrok, sem potem šel v cerkev, in tam je bila grobnica enega škofa, in meni se je zdelo, da mi škof tole prišepetava. Škof, ne oni tu. Pod silno ploščo spijo škof in dihajo hropeče. Pazi, pazi, otrok moj, da ne polije sveče. Pazi, pazi, moj golob, da prideš mi med svete. Pod silno ploščo spijo škof, kot da bi živeli, in imajo kljukas nos, in preblago lice, in dišavljeno roko, ki odklepa lice. Ja, zdaj pa skoraj morava k tisti najpomembnejši temi tvojega dela, tvoje poezije, k ljubezenski seveda in A to še je? Ja, v pesmih samo najbrž. Seveda je. In v tej prelepi antologiji Vsaka ljubezen je pesem ali Vsaka pesem je ljubezen, pravi v uvodu Alojz Ihan, da je ljubezen brez dvoma prva, če ne sploh edina tema poezije, čeprav včasih v sodobni poeziji to redkeje opazimo, ampak pravi, da tako v svetu je, da vse je počelo, pravzaprav sredi vsakega življenjskega pojava je ljubezen in pesniki, ki ste občutljivejši, to pač zaznate, zato ni tako nenavadno, če toliko pišete. In ta tvoja predzadnja zbirka Bitke, s tem lepim naslovom Bitke, je zelo, zelo posebna, zelo, zelo lepa ljubezenska zbirka, vsa prežeta z ljubeznijo. In v tvojih zbirkah je res ljubezen v celotnem spektru, od nekega koprnenja, hrpenenja do erotike, ki ni čisto nič sramežljivo zakrita, ampak zmeraj tako govoriš kot o nečem svetem skoraj, da o erotiki morda nam. Zdaj, ja, Möderndorfer pravi v Stajankah, da je tista o šipku, da je to ena celo, sam imenuje, ena najlepših ljubezenskih pesmi, sploh jo omeni, pa jo bom zdaj jaz, pa izvid in pravi: po prsih, ki jih paseš, se bodejo zobri, ki jih plaviče sprahe dojk in bokov, da preliva šipka, ko je večer in moja ti. Tukaj tele vitke so imele en poseben izvir, ki je vitkal vame, pa sem potem res da skoraj da v enem zamahu sem potem spisal tole pesniško zbirko, ki je res da ena lepa, mislim, da je kar lepa ljubezenska lirika. In tukaj, naprimer, sem je zelo posrečil, mislim, da vers: ne morem odmakniti oči iz tvojih, iz las, ki se vetrijo, iz rok, ki bedijo do mojih in dlje, da se prebujam, ne da bi zaspal iz tvojih oči, ki jih ne morem odmakniti iz svojih. Aha, tole. Vsakič si mali veliki dar, bonbon, ki se odmotava, breskev, ki si ga odprta drž, ali pismo, ki odgovarja vselej in posamiš, da se odtegnajo pristopni dnevi, ki nimajo tvoje polti, niti bokov tvojih prsi. Čakana. Ne morem zatisniti oči v tvojih, v laseh, ki se pustijo, v rokah, ki se modijo iz mojih in še, da bi zaspal, ne da bi se zdravil v tvojih očeh, ki jih ne morem odmakniti v obojih.
takrat sem bil namreč strašansko, zaljubljen Bog mi je dal za Abrahama tole strašno sladkogrenko strelo. Erosovo. Smo vsi hvaležni za njo, če je... Ja, veliko vprašanje. Dober navdih. Ja, to ste že lahko, ampak druga stvar je pa moja duša, ne? Zdaj smo lahko veseli, da Julija ni marala Prešerna, ne? Ampak Bog ve, če bi ga marala, če ne bi napisal še boljši. To je zelo veliko vprašanje, ne? Meni učenci zmeraj pravijo, ne, ker učim na šolo, prekleta baba, pa naj bi mu dala, pa bi bilo, pa nam ne bi treba bilo se učiti sonetnega venca, pa to. Groza, ne? Kaj vse delajo ženske? Premikajo svetove in grenijo mlade generacije. Hecim se manjce. V tem izboru ljubezenske poezije so kar 3 tvoje med najlepšimi slovenskimi ljubezenskimi pesmimi in to ste si sami izbrali, katere 3 boste dali. Ja. No in tu so tvoje 3 baldahin, jezero in pismo. Na pismo je še meni všeč. Pa ne vem, če sem jaz napisal. Nič bolj ne vleče na dež kot tvoje oči. Nič bolj kot lasje, ki spijo kot poldan, ko so ptice previsoko, da bi se lovile. Nič bolj kot orehi, ki jih lomiš med nogami. Nič bolj kot prah, ki črkuje moje knjige pod nočno svetilko, ki jo ugaša z roko, ki hladi mi čelo, a nima tvojih prstov, pa tudi obraz ni več tvoj. Tam je tudi to, kar sem prej poslušal, to je bilo enim tudi blazno lepo. Previjem se in gola sva s čajnikom sred trate. To je bilo tudi enim všeč. Pa meni. Ko si že omenil, da si profesor slovenščine, pa povej, kako mladim približuješ poezijo in tudi kaj svojega prebereš, to ne. Ampak kako... Zdaj, včasih imamo občutek, ne, da je poezija nekaj, kar je samo redkim blizu. In na nekem mestu, ko praviš, ne, da pesnik, preden napiše pesem, seveda se spusti zelo globoko. Ne. Tam bova potem prebrala tvoj, ko praviš, ko ti paje, se spustim v Kletarjevo popoldne in nakvasim, iztropim sreče in nadloge. Kletarjevo popoldne je pa naslov zbirke Petra Kolška. Veste, kaj je s to liriko, ne? Zmeraj, jaz ne vem, kaj to delajo v osnovno, ali pa ne vem, kaj to delajo, vse prestrašijo za liriko, ne? Češ, da je to tako nerazumljivo, pa da je na svetu nepotrebna. Ne? Pol pa učencem rečem, ne? Poglejte, koliko spotov je liričnih, koliko sloganov. V bistvu mi živimo v enem pseudo-romantičnem času. Jaz sem to vedno tako pravim. Zdaj, ko gremo na morje, nas obsipavajo z nekimi fotografijami ali pa z montažami bajnih krajev, ne? Bajnih lepotic. Eno samo hrpenenje. Tako da oni razumejo, ker je pa to bolj tehnična šola, ne, pa bolj moram jemati tole klasiko, ne, je to druga. Ne, o svojih pesmih pa ne govorim, niti ne dovolim. Edino en fant je opazil, pa sva potem šla ven na kavo. Moja zbornica pa je za poezijo seveda totalno odsotna. Kot velika večina, kar mi je zelo žal zbornic. In na žalost tudi učiteljice, ki učijo naš jezik, za katerega me sicer ni strah, da bo izginil, me je pa sram, da ga zanemarjajo. Tako zelo. Oni dan sem bil ravno v nekem hotelu, pa jebem ti, tam je bila neka steklenica, nekaj, pa je moralo pisati hot water. Čemu? Ne vem,
čemu hot water. Ampak, ko se vrneva v zbornice, ja, malo je srečevati profesoric slovenščine, ki bi sami navdušeno spremljali literaturo, ne, ki bi sami hodili na te večere, ampak tudi starši, ne, je zanimivo, imel si že eno zanimivo pismo, ena mama tvojega dijaka ti je menda pisala ogorčeno pismo zaradi verzov, to se pravi, da je brala pesmi, to je, ne, z jezikom ti pobiram prah po vročem spolovilu in to je ta prelepi strah, da kmalu bo minilo. Prelepi verzi in mama je bila ogorčena, ne, kako piše to učitelj mojega dijaka, to je zanimivo vprašanje, da učitelji morajo biti nespolna bitja. Da je zelo težko, da si kdo sploh predstavlja kot spolna bitja. Ali je pa mama že ta pozabila na vroče spolovilo, ne? Kdo ve, ne? Ali pa je žal, da več ni njeno, kako pa je zvemo, ne? To je zdaj zelo veliko vprašanje, ampak res mi je ena mama in to je res bilo tu z okolice, ker je bil Žig pisala, ko sem bil na kmetijski šoli, mi se zdi, da je ta vers v finski notar, ne vem točno. Ja, v finski, res je ena mama pisala na dopisnici, ne me bo sram, da uporabljam takšen grdi vers, ne? Pa je zdaj pa ne vem, ne? To jaz ne vem, kaj se starši premišljujejo, ne? Vemo, da je cela zgodovina umetnosti je prežeta z erotiko, tudi s pornografijo, pri eminentnih slikarjih so našli mape pornografskih slik. Imamo zdaj, na primer, ena zelo dobra antologija francoske erotične poezije je Bordel Mus, ne? Tukaj v slovenščini, čakaj, kjer je že to? Ne Klinček Lesnikov, tudi tele spotakljive pesmi. No in enkrat res to še moram reči in smo jemali Prešerna, ne? Prešerna in seveda oni za te pesmi vejo, ne? In so potem na internetu seveda to ima Hladnik gor, celo zbirko, sem potem eno par jih bral, ne? Pa tam smo prebrali, ne? Pa so rekli, zakaj pa tega ni v čitanki? Sem rekel, veste kaj? To so pesmi, ki nimajo nobene umetniške vrednosti. To je zelo podobno kot tile seksi filmi, ki jih gledamo. Ne? Nočem reči erotični, tega, stroji, ne, tam. Ne? In seveda so se z mano strinjali. Sem rekel, veste, to so pesmi, ker je Prešeren bil Freigeist, Hudomušen, ki tak še male verze pisal, ne? To lahko imaš tam, naprimer, za kakšno žurko, ne? Čakaj, kaj je že bilo? Seveda, ker sem jaz to knjigo kupil, pa mi je kolega zmaknil. Fuk je kraljcem kratek čas, ja. In seveda so se eni to tako zgrašali, čigav vers je to, jo, Prešerno, je pa kaj za to. Ne? Ja, razen tega, ne, dela z mladimi tudi kot mentor v reviji Mentor. Tudi, ja. Tako da, pa tudi sicer veliko spremljaš sodobno slovensko poezijo, nekako ocenjuješ, pišeš recenzije pesniških zbirk. Kako vidiš sodobno slovensko poezijo? Kje se ti zdi, da se giblje zdaj? Ali pa jaz, ne vem, jaz sem mogoče kakšen provincionalni pesnik, vse ne spejo, ampak vem, da tam v Ljubljani se gredo predvsem neko urbano poezijo, ne, ki ne sme imeti kaj dosti duha, mora biti predvsem intelektualistična, vse pa v zgledu Amerike in tako da. Ampak ena stvar me moti. Namreč gre se za tako imenovano hiperprodukcijo in za to, da lahko vsak do danes v zelo kratkem času pride do knjige, vsakdo je danes v najkrajšem času velik glasbenik, filmar in tako dalje. Groza, jaz sem zdaj namreč v žiriji za Celjsko Veroniko in tam je v enem letu, poslušajte, išlo 270 zbirk, gospa se je prijela in dan se ravno neki komentar poslušal, oziroma bral delo, da je išlo v istem letu pa ste 115 romanov. Če vzamemo vse skupaj, je to čez 300, to se pravi 370, 360, zdaj vzamemo vsak dan eno. In zdaj, časi, ko sem jaz tam izdajal knjige, ki sem dobil tudi iz Republike, pa to vsi vejo, ne,
denar in tako dalje, si moral imeti 2 recenziji. Danes ti ni treba nič nekega računalničarja, pa ti to postavi, pa se potem to stiska. Ne? In žalostno je to, kot smo že ugotovili, da danes vlada, kar je najbolj žalostno, povprečje. Povprečje. Vsi tisti, ki izstopajo, so manj vredni. Meni pravijo, pa Vinci, kako to pišeš, pa tvojega ne razumejo. Sem rekel, kdo je zdaj kriv, če ne razumem Einsteina? Einstein ali pa jaz? In danes se meni zdi čas, ko se nočemo potruditi, vse želimo samo neki na pladnju, pa hkrati vsi govorimo, jaz pa vse vem, to pa jaz tako in tako vem. Ne? Ampak mogoče se malo ravno vrneva zaradi tega, tej poglobljenosti. Ne? To pravijo, da je zdaj bistven čas, da prihajamo v obdobje slik, ne? Neka imagologija, kaj se sličice, no, mimo grede, prej si omenil, da imaš sam tudi zelo rad sličice, ampak vse to je seveda na poglobljenem spuščanju v notranjost. In ko sem brala to pred tebi v intervjujih, sem razmišljala, da mogoče bralci poezije tudi zato nekako odklonijo poezijo, ker jim tisti prvi hip malo pove, ker se niso pripravljeni, ne, ker šele ko bereš drugič, tretjič, nekako začneš tudi sam v to kletarjevo hoditi, v to klet. Ne? In to je danes, kaže, težko ali zahtevno, prezahtevno ljudem. Najbrž, sličice, poezije sličice, moji so same male sličice, ne, to, zdaj, ko so brala tiste neka kramarija in tako dalje. Včasih te tudi primerjajo slikarjem, ne, ko so pri sličicah celo ponekod omenjajo eno naivo, ampak v tistem žlahtnem, malo tudi šagalovskem smislu, recimo. To se mi zdi, da Šagal pa nekako res ustreza. Šagala sem jaz tako za ljubljen, v Šagala, Pa greva malo k temu navdihu za poezijo, če govoriva, ne, spuščati se po stopnicah v svojo dušo, v svoje. Praviš, da sicer poezija ne sme biti terapija, ne, da večino poezije sodobne, ki jo bereš, je tudi terapevtske. Ampak tu gre za nekaj drugega, iskati mogoče res tako, kot iščeš ti te arhetipske slike, to, kjer smo v globini nekje ljudje povezani. Sam praviš nekje, da je pesnjenje dar, milost, slast, bolečina in zelo mi je bil všeč ta izraz, ko praviš, spet se veže na sliko, ne, Munhov krik, ko praviš, da poezija je verjetno krik, zaradi katerega se sproži plas. Kako bi komentiral zdaj, kakšen krik je to pri tebi? A je to, ker vidimo, ni zmeraj žalost, ne gre zmeraj za to občutje v svetu, ampak kaj je tisto, kar nenadoma zbudi v tebi nek vers? Prej smo slišali, včasih je to ritem, včasih so sličice. To so ponavadi res da sličice, ampak manj besede sličice. Se spomnim enkrat, jaz se zmeraj tako spomnim, kako so nekatere pesmi nastale. Eno vem, kako je nastala, sem zjutraj pil kavo, ne? Pa poleg mene je vstal, to je bilo še v tistih socialističnih časih, in je poleg mene tam ostal, ne vem, neki skodelica kave, ne, že popita z eno slastno lepo žensko šminko. Vem ti, kako se to v moškem sproži, koliko domišljije. Ne? In takšni mali impulzi, sličice, ne? In seveda to prevedeš vase. To je zelo podobno, kot sem prej rekel, za gospoda, ki je slikal. Zdaj, zakaj se je ravno ta kot zbral, to on tudi ve za profesionalnega vidika, ampak ne zgolj profesionalno, ne? Ne zgolj, ampak tudi čustva in tako dalje so noter. Zdaj pa ne vem, ja, seveda. In zelo podobno je potem z verzi, zdaj, kakšen ton se potem sproži, je potem veliko vprašanje oziroma register. Pri meni so bolj molovski, ne? So pa včasih, ker sem po naravi tudi hudomušen, so tudi hudomušni. Niso pa grdi in nesramni in tako dalje. Humor, takšen hrabalovski, lepi, to je ena zdrava terapija, ne pa jokati.
Mislim, da nas je danes sram reči Bogu Bob, jaz včasih govorim, ampak danes ne tukaj, ker me bo sram, ne, tudi takšne bolj grdevice, ne, ker se mi zdi, da je v njih prava sol, v življenju tisto, kar si ne upamo reči, kar skrivamo, kar zatajimo ali čemu se smejimo, ko smo sami. Ampak zakaj pa ne bi, ne? Ravno sem danes, ampak nekaj časa sem bral, da Woody Allen, na primer, ni bil srečen, če dnevno ni rekel 50 štosov, neki do tipov, ne, to se zdi smešno, ne, 50, ne, ampak gledamo, filmi njegovi so, kaj je zelo, ena strašna, krasna drgetavica, hudomušna tega časa, ne. Ja, Josip Osti je napisal ob zbirki, mislim, da v Blahmusu, nekako, za katerega si tudi dobil, ne, nagrado Prešernovega sklada, da se v tebi skriva, oziroma v pesniškem subjektu, da ne bomo napačno govorili, skrivata Don Quixote in Sancho Panza, se pravi ena ta melanholija. In razumej sem pa bolj Sancho Panza, ne? Brez dvoma. Na drugi strani pa gre za to ozemljenost, za to humornost, ironičnost, ne? In tudi ta preplet je tako zanimiv. In ker sva že prej nekako o jeziku, ne? Vedno pa poudarjajo to tvojo čudno strast do jezika, do besed, brskaš po nekih starih, arhaičnih, na drugi strani si izmišljuješ čisto nove besede. Pravijo, da bi lahko že imeli slovarček. Pa ne vem, koliko sem izmislil. Tako posebne besede, pa tudi, kje pa najdeš te zelo stare, ki jih potegneš ven? Pa ne vem, tak mi pridejo. Ker kakšne dokumentarce gledam, pa v muzej grem do to. Imam pojma z kakšnega starega časnika. Ne vem, z besedem. Ja, pa seveda pa je tudi, so ti vaši kraji včasih z besediščem malo drugačni, ne, nekaj teh tudi, ne, nimaš sicer rad, da ti pravijo prekmurski pesnik, zato ker je to res smešno, ne, ker tudi ne rečemo, da je kdo ljubljanski pesnik. To je. Ampak nikoli pa ne zakrivaš tega, ne, torej to Prekmurje je zelo navzoče. Ne, pa zakaj bi naj skrival te kraje, v katerih živim, iz katerih črpam, ljudi, ki jih imam rad. Oni me imajo bolj za kakšnega Sancho Panza, ampak jaz se za to ne sekiram preveč, ne. In seveda je Prekmurje, to vedno znova rečem, ker zdaj pa ne vem, kaj so naredili z njim, mnogo več kot neki, zdaj so modni cigani, pa štorklje, pa vse skupaj ravnica, pa ravnica, pa ta Mura, ne. Jaz živim v kraju, kjer, hvala Bogu, Mure ni, je 50 km stran in je vseeno, če bojo tam 16 elektrarn gor naredili, hecam se malce, ne? Živim v enem koncu gor, čisto pri madžarski meji, na Goričkem, ki ga jaz zelo rad imenujem, tako kot pravijo bratje Srbi z izrazom vukujebina. To se meni se zdi najlepši izraz za neko provinco, nekje daleč. Tam živijo eni zelo skromni ljudje, pač ki sem v svojem malem svetu in seveda tam so se dogajale marsikatere takšne čudne zgodbe, zdaj vam bom rekel takšno malce hudomušno, da ne bo izgledalo. Moja mama je bila na smrtni postelji, sem prišel v eno poštarijo in je rekel, kak je mama? Sem rekel, veš kaj, konc na smrtni postelji. Rekel, Vinci, to ni nič, tam v Markovcih je živel en sin z materjo, ne? Pa je mati rekla, joj, sin, pa ne pij to, pa vidiš, da sem na smrtni postelji. Pa je rekel, ja, mama, pol si pa vlešte na drugo poslo. In to so takšne zelo hudomušne zgodbe, ki jih tam slišim, to včasih potem pletem tudi v pesem. Ja. Ker najbolj, to je zelo interesantno, če smo že pri Pojsli, Pojsla je najbolj nevarna stvar na svetu.
Tam jih največ se jih zakolje, se jih pokrega, se prevara, pa rodi, pa vsega vrega. Grozljivo, najhujši predmet. Ja, dober pa tudi, da se ga tukaj Sladek je nekega pa počne. ja, se tudi, ja. Spi in sanja. Ampak zdaj v zvezi s Prekmurjem pa tudi govorimo o neki silni ustvarjalnosti. Tam ste zdaj res nemočni, Peri Lajnšček, da Šarotar, kot si prej imenoval, kaj ste tu je še Franci Just, ti si res ustvarjalci in ta založba Franc. Kako pa kaj poteka zdaj ta EPK v Murski Soboti? Mi v Mariboru imamo toliko vsega, da ne pridemo še v Veš, kaj zdaj imajo v Kaj se Soboti, dogaja? zdaj imajo tisti, ki končajo tukaj na Lentu, potem grejo špilat v Soboto, ne? Ne, res je to. In to imajo pa to je bilo zmeraj tako. To so tako imenovani soboški dnevi, ne? To skupaj kombinirajo, ne? Zdaj, z literaturo, ne, tam ni nikoli nobenih medijev, pa tako, ne. Ta generacija, ki mi imamo, to je generacija, ki je nastala po generaciji Olaja, Jožeta, pa Branka Šemna, ne. Jože Teller, no, on je sicer bil bolj urednik, ne, Drago Grah in tako dalje. Mi smo nekako pričeli tam, kot sem rekel, v začetku pred 30 leti, ko smo izdali tisto pesniško zbirko, zaradi česar nas potem niso hoteli, ker češ, da smo že imeli knjigo, nas niso hoteli uvrstiti v antologiji pesniški almanah mladih, ne. In seveda, takole je to z leti pride tudi to, da se več toliko ne družimo. Zanimivo je bilo to, kad smo se včasih družili pisatelji, ne? To je prav zanimivo, ko smo v Ljubljani bil, pa sem pol na Štatenberg hodil, pa to smo lumpali, ne? Pa še eno stvar smo delali. Drugim smo pripovedovali, kaj za jaz pišem, pa je ta vers dober, pa to. To si danes ne. Veste zakaj? Ker te je strah, da ti bo ideja ukradla. Tako da je nekako to, pa sem potem včasih sem bil tudi tam v društvu, tam v upravnem odboru. Ne vem, tako kot zbornica, ko so včasih šli lumpati skupaj, da smo se potem družili kot človek z človekom, so tisti, ki tudi ostali, oziroma so se prekinili tudi z pisatelji, kljub temu, da se pa vseeno grejo neke kroge, ne? Jaz nisem v nobenem krogu in niti ne zanima v nobeni stranki, tudi ne. Nisem bil niti v oni osovraženi, pa nisem zdaj niti v tej, ki je zdaj tako priljubljen.